Verjetno smo si enotni pri mnenju, da državno premoženje do sedaj ni bilo najbolj učinkovito upravljano, zato je Vlada Republike Slovenije veliko delala na tem, najti način in pa rešitev, kako bo to premoženje upravljanje bolj učinkovitejše. Verjetno glavni cilj in pa namen tega zakona je, da se lastništvo koncentrira na enem mestu. Vemo, da smo do sedaj imeli 5 različnih upravljalcev in da je bil predvsem tudi s tem težje določiti odgovornost. Glavni cilji tega zakona so, da se vzpostavi načelo odgovornosti, načelo gospodarnega upravljanja, načelo transparentnosti in pa predvsem načelo učinkovitosti. Ocenjujemo, da s tem, ko bo premoženje skoncentrirano na enem mestu, da bomo lahko prišli do učinkovitejšega upravljanja, racionalnejšega upravljanja in da se bo s tem lahko tudi določila večja odgovornost. Rad bi poudaril, da je bila na temo Zakona o Slovenskem državnem holdingu ustanovljena delovna skupina, ki je intenzivno delala skozi celo poletje. Skupina je bila sestavljena iz vseh predstavnikov političnih strank. Ocenjujem, da smo naredili veliki vsebinski kot tehnični napredek pri tem oblikovanju zakona in ta zakon je sigurno primeren, da se v tem tednu sprejme. Jaz pričakujem, da bo med politiki in med poslanci prevladal razum in da bo ta zakon sprejet, kajti s tem sprejetjem tega zakona bomo na poti, da bo upravljanje državnega premoženja učinkovitejše. Na drugi strani bi dali pa tudi verjetno signal Evropski komisiji, OECD-ju, da smo se tega problema rešili resno. Poudaril bi, da zakon predvideva tudi veliko varovalk, da ne bi prišlo do brezglave razprodaje državnega premoženja, da bo pri tem veliko vlogo odigral tudi Državni zbor, ki bo imel možnosti potrjevanja strategije, seveda se bo pa vsako leto tudi seznanil z letnim poročilom.